pač prvi dve ljubezenski zgodbi sta samo ogrodja. To avtorica pač si privošči veliko pisateljske svobode, ampak vseeno te lahko vodi v to, da greš nazaj, da greš pač temelje te zgodbe prebrati in pač lahko še kaj drugega. Se pravi, te vodi. Je iz Svetega pisma, temelji so Sveto pismo in ne vodite nazaj v Sveto pismo, tako da ja. Tudi eno od vprašanj do mojih, ker je namreč pred nami je ravno nedelja Svetega pisma, ne? In pisateljica res vse zgodbe temelji na svetopisanskih osebah in zgodovinskih okoliščinah, ne? In res v branju začutimo duh tistega časa in pogled vanj, čeprav je pač malce idealiziran tudi, a ne? In mislite, da potem je branje tudi teh romanov lahko stopno mesto za branje Svetega pisma? Ja, jaz mislim, da je, zato ker pač te zgodbe, ljubezenske zgodbe, ko so bile opisane v Svetem pismu, naprimer Rutina zgodba in ostale, so res samo ogrodja in neka ljubezenska zgodba je morala biti, ne, takrat ni bila, tudi takrat ni bila ljubezen tako, pač ni bilo, so bile ljubezenske zgodbe in so bile gotovo bogatejše, kot piše v Svetem pismu, zato lahko tudi iz drugih stvari bi lahko rekla, potegnemo še več, se pravi, Sveto pismo je bogatstvo, iz njega lahko črpamo v neskončno, se pravi, želim povedati, da vsekakor Sveto pismo je tista knjiga, ki nam daje moč spreobračanja, se pravi, Bog nam daje moč spreobračanja, to pa lahko najdemo v Svetem pismu, se pravi, če bomo brali romane, ne bomo preučevali Svetega pisma, moramo se obrniti v Sveto pismo in Sveto pismo je tista knjiga. Ena in edina. Če bi izbirali eno od teh treh knjig, katero bi izbrali kot najljubšo? Izbrala. Dragulj v pesku me je nedavno govorila, zato ker se mi zdi najmočnejša, najbolj presunljiva, tragično tudi, najbrž tudi zato, ker je bila moja prva v tem sklopu knjig. Mogoče tudi zato. So pa vse res zelo, zelo simpatične in zelo bogate. Lahko za okus nekaj. Ja, z veseljem. Izbrala sem odlomek iz tegale Dragulja v pesku, to je torej zgodba o Rahabi, tej prostitutki in Salmonu. Rahaba je že drugič preiskovala odeje, rjuhe, tla šotora in gube na svoji krem obleki. Ničesar. Z odločnostjo, ki je izvirala iz neučakanosti, je stresla črtasto tančico. Še vedno nič. O njem ni bilo ne duha, ne sluha. Preden je šla spat, si je pozabila sneti uhane. Zjutraj pa je ostala brez enega od uhanov. Kje bi lahko bil? Blazine so letele po zraku, zavese so šumele, rogoznice so se tresle pod njenimi iščočimi prsti. Uhan se ni prikazal. Rahaba se je sesedla na tla in obraz zakopala v roke. Ni mogla verjeti, da je izgubila uhan, ki je bil last Salmonove matere. Od nje, od vse njene lastnine so ji ti uhani pomenili največ. Daleč največ. Salmon se je vrnil v neurejen dom. Njegova žena je sedela na tleh in odsotno gledala predse. Obleka ji je vesela po strani in lice je imela zamazano s temnim madežem, ki je bil sumljivo podoben sajem. Na sebi ni imela tančice in lasje so ji v zavozlanih kodrih počivali na hrbtu. Na ušesih je imela le en uhan. En sam dragulj je plesal med temno modrimi lapis lazuli. Stopil je v šotor, ni ga opazila. Približal se je, še naprej je odsotno gledala predse. Ali je kaj narobe? Sunkovito je zasukala glavo. Nisem te slišala. Opazil sem. Kaj se je zgodilo? Oh, Salmon, izgubila sem uhan, je zastokala. Sinoči sem si jih pozabila sneti, preden sem šla spat. Zjutraj pa sem na ušesu imela le še enega.
Vse sem preiskala, a zaman ne najdem ga. Žal mi je. Izpustila je smešen zvok kot mlada mačica in v obupu zakrilila z rokami. Vedel je, da jo je to globoko prizadelo, saj niso bili tako dragoceni, Rahaba. Zame so bili, lahko ti pomagam iskati. Že več ur ga iščem, ničesar, izginil je kot kafra. Kje si pa že pogledala? Ves šotor sem obrnila na glavo, prebrskala sem celo pepel. Zato je šotor tako razmetan in prašen. Počepnil je k njej. Kaj pa zunaj? Goste sva pospremila ven, potem pa si v temi pomivala posodo. Morda si ga izgubila, še preden si prišla do postelja. Oh, iskrica upanja. Na to pa nisem pomislila. Greva pogledat. Ne, saj ga bom poiskala pozneje. Ves dan si trdo delal, gotovo si utrujen. Pridi jest. Uhan bom poiskala, ko boš pojedel. Res je bilo, da so imeli uhani zanj sentimentalno vrednost. Pripadali so njegovi materi. Še vedno si jo je predstavljal, kako je hodila z njimi in so ji bingljali v licu. A sentimentalnost je površinska. Seveda bi mu bilo ljubše, da bi sedel, popil kozarec ječmenovega oparka in povečerjal, kar je pripravila žena. Ob žalosti na njenem obrazu pa je njegov načrt povsem zbledel. Če bi morala zaradi njega v skrbeh čakati in prestajati muke, mu hrana ne bi šla po grlu. Zdaj ga bova poiskala, je rekel in jo potegnil na noge. Dejstvo, da se ni upirala in izraz olajšana na njenem obrazu, sta mu potrdila, da se je odločil prav. Najbolje bo, da se premišljeno lotita pregledovanja, se je odločil. Najprej sta zelo počasi prehodila poti, po katerih sta hodila prejšnji večer. Bil je suh dan in veter je dovolj močno pihal, da bi na nekaj tako majhnega, kot je uhan, z lahkoto naneslo veliko peska. Zato sta morala preiskovati premišljeno in Salmonov želodec se je pritoževal, da mučno počasi. Njuno skrbno pregledovanje ni obrodilo sadov. Salmon se je zavedal, da bi po vetrovni noči ob celo zelo podrobnem pregledu lahko spregledala dragocenost, ki sta jo iskala, a je dvome zadržal zase, ker ni imelo smisla, da bi vzel pogum, dokler to ne bi postalo potrebno. Nato sta se vrnila pred šotor in začela iskati tam, kjer je Rahaba sinoči pomivala posodo. Klečala sta z glavo na tik nad tlemi in brskala po pesku. Salmon se je skušal spomniti, v katero smer je zjutraj pihal veter in po občutku razširil področje iskanja. Zagledal je Rahabo, ki je očitno brez kančka upanja sedela v pesku, iz njenih potez je velo malodušje. Ne obupaj, ne še. Nadaljeval je. Intuicija ga je spodbujala, da je iskal naprej. In tedaj se je s kazalcem dotaknil nečesa trdnega in hladnega. Hitro je odstranil pesek. Tukaj je. Rahabin zaklad, pozabljen, zapuščen, izgubljen v pesku. Na tleh je videl odtise stopal, zato je vedel, da je na krhko zlato in dragulj stopila več kot ena noga. V pogledu na uhan je priprl oči, ker je nenadoma doumel. Rahaba, ki je s površnim zanimanjem opazovala njegove gibe, je spoznala, da je njegovo iskanje obrodilo sad. Zajela je dih, skočila na noge ter tako pohitela k njemu, da je prevrnila lonec. Našel si ga, je vzkliknila. Aha. Vrgla se je k njemu na tla in iztegnila roko, da bi pobrala uhan. Odrinil jo je. Pusti ga, je ukazal. Kako misliš, pusti ga? Hočem reči, da ni več dober. Vso noč in ves dan je ležal v pesku. Vidiš, da je poškodovan. Znova in znova so hodili po njem. Uničenje. Ne, ni. Vidim, da je čisto v redu. Dobro ga bom morala očistiti, a potem, ko ga bom lepo uredila, bo kot nov. Pravim ti, da so ljudje hodili po njem. Nič vreden je. Seveda ni. Dragulji ne izgubijo vrednosti le zato, ker so umazani. Še vedno je dragulj. Čeprav so hodili po njem. Kaj je narobe s teboj? Zakaj se tako obnašaš? Daj mi uhan. Ne, dokler ne boš doumela. Kaj? Nestrpno je segla po uhanu.
Podržal ga je stran od nje. Ti si ta uhan. Predolgo si bil na soncu, prinesla ti bom figovo vino. Ne potrebujem figovega vina. Rad bi, da nekaj razumeš. Rahaba, ta uhan očitno ceniš bolj kot svojo drugo lastnino. Ceniš njegovo naravno vrednost, zlato in dragulj, a pomeni ti še nekaj več. V tvojih očeh ima veliko vrednost, zato si ti kot ta uhan. Ali ne razumeš, da Bog nate gleda tako, kot ti gledaš na ta krhki nakit? Le da Bog gleda nate še bolj blago in radostno. Se spomni zgodbe o ustvarjenju. Govori nam, da nas je njegova roka oblikovala po svoji podobi. V očeh njega, ki te je ustvaril po svoji podobi, njega, ki te je opisal kot zelo dobro, si gotovo zelo dragocena. Njemu si kot ta dragoceni nakit. Praviš, da ti ta uhan, kljub temu, da si ga izgubila, zapustila v pesku, da so hodili po njem, še vedno veliko pomeni. Še vedno je dragocen kos nakita. Praviš, da nima nič manjše vrednosti, čeprav so ga ljudje pomendrali. Mar ne vidiš, da enako velja zate, Rahaba? Res te je oče zavrgel, res te je Cedek zavrgel, a zaradi tega nisi nič manj vredna. Res so po tebi hodili še mnogi drugi, a to te ni spremenilo. Ostala si to, kar si. Božji otrok, ustvarjen po njegovi podobi. Le svoj uhan bi rada nazaj, je zastokala Rahaba in prebledela. Zakaj si moral to potegniti Cedeka? Salmon je čutil, da je v stiski, a je brez usmiljenja nadaljeval, da bi jo ozdravil. Ker si želim, da bi se ga osvobodila. Zaradi njegovih dejanj si postala ta uhan. Namesto, da bi te cenil in čuval, te je vrgel v pesek. In ko je opravil s teboj, te je tam pustil. Ni pa se te naveličal, ker bi ga utrujala, Rahaba. Ni te zapustil, ker ne bi bila dovolj dobra. Zapustil te je, ker je bil grešen. Ni te zapustil, ker bi tebi česa manjkalo, ampak je manjkalo njemu. Enako velja za tvojega očeta. Ker te nista cenila, sta izgubila zaklad v tebi. Kot bi v pesek vrgla zlato in odšla. Ona dva sta na slabšem. Rahaba, poglej ta uhan. Ali je uničen in nič vreden, ker je bil v pesku? Reci mi, da se ga ne da več popraviti. Reci mi, da ga ne maraš več. Opazoval jo je in nato nadaljeval. Bog tudi zate ne more reči tega. Ti si njegovo dragoceno zlato. Ti si njegov nenadomestljivi dragulj. Nikoli nisi izgubila vrednosti, s katero si se rodila. Solze so napolnile njene oči medene barve. Segla je po uhanu, tokrat ga ni zgrabila, ampak se ga je dotaknila s takim spoštovanjem, da je Salmonu zastal dih. Jaz sem ta uhan? Glas se je zlomil. Se mi zdi, da je zelo poveden za vse, pravzaprav 3 romane, ker vse glavne junake ima pravzaprav podoben problem, ne čutijo vrednosti v sebi. Ne? In recimo, meni zdaj nismo najbolj sveže v spominu zadnjo knjigo Zaklad rubinov, kjer sicer je Sara na visokem položaju, je kraljičina pisarka, ampak še zmeraj ne čuti te vrednosti, tako kot Rahaba, ki se je čutila kot ta poteptan dragulj, ne? Ki pa je vseeno dragulj. Tako je. Bog nas ima rad, v Božjih očeh smo dragulji, Bog nas vedno vodi, če mu le pustimo. Včasih tudi, če mu ne pustimo, ker mora tako biti. Tako da ja, vse 3 junakinje so zelo ranjene, vendar pač z Božjo pomočjo se to zelo spremeni. Hvala. Imam morda še kdo kakšno vprašanje za našo gostjo? Ker pogumno. Ja. A boste nadaljevali pol še s prevodom na Svež, kaj še ena knjiga?
Se je Je že že v pripravi. je že prevedeno, ja, tako da jaz sem naredila svoje. Ja, Vi vi ste ste pred tiskarno, ne? Je. A je že? A je že? A, lepo. Tako da ja, to je pa v bistvu naslednji, je pa nadaljevanje tega zaklada Rubinov, kjer se Sarino zgodba zaključi. Tako da ja, vsekakor ne bi ostalo tako nekje vmesano. Ste že prebrali? Te pesmi jaz prebrala. Zaklada Rubinov še ne, prvi dve pa sam. Jaz tudi Lahko tako. poveste kakšen Jaz opis? tudi dobro prvi dve sem prebrala, tako ne. To pa še boste. Ja. Zelo vleče. Ja. Se ne da pustiti. Meni sta preblazno všeč. Jaz ga prevajam. Ampak so kot samostojne, ne? Niso povezane. Ja, res je. Ja. Te knjige so samostojne, se pravi, Dragulj v pesku pa Na polju milosti sta samostojni knjigi, čeprav sta na nek način povezane. Sad ljubezni Salmona pa Rahabe iz prve knjige je potem glavni junak druge knjige, se pravi, na ta način sta povezani. Lahko se pa berete kot neodvisni celoti. Lahko delite z nami Ja. svoje vtise ob prebranih knjigah. Bi lahko rekli trilogija, s tem, da bo zdaj tetralogija. Tako je. Ja. Tako je. Taka literatura se mi zdi, da je res manjkala, no? V Mhm. slovenskem jeziku. Tudi za najstnike, za mlade ljudi se mi zdi, da je to super literatura. V primerjavi, ne vem, zdaj, kar je bilo zanimivo zanje, Harry Potter, te stvari, ki so jih vlekle, ampak mislim, da tudi te knjige bodo zdaj res nekaj zelo dobrega, kar bo pa tudi ostalo zanje v življenju. Ne bo samo tista neka magija, nekaj, kar je pravljica, ampak v resnici za rast, za življenje. Zelo sem vesela te knjige. Mislim, tudi za nas, ki recimo poznamo Sveto pismo tako v obrisih, a ne, res, bom rekla, te svetopisemske osebe pred nami zaživijo, ne. In recimo, ne vem, zdaj bi tisti, ki ste brali, kako drugače jaz zdaj res poslušam Staro zavezo, no, tudi zaradi teh knjig, no. Ne vem, če ste imeli podoben Lažje občutek. se predstavljaš, vse. Ja, sej verjetno je veliko, mislim, večina je pač plod domišljije, ampak To je vseeno, sigurno, ampak ta človeška čustva, iskanje Boga, ker imamo res mogoče izkušnjo teh romanov, ne, ko jih prebereš, pač odložiš in pozabiš, ne. Tukaj pa so le tudi pač posamezni, v bistvu odlomki tudi iz Svetega pisma, pa sama zgodba, no, nas res veče, mislim, pot spreobrnenja, pravzaprav so vse tri knjige, pot tudi spreobrnenja skozi pač glavni lik, ne, teh junakov. Ja, in tudi pač te tri poti spreobrnenja tudi nam pomagajo, ne, da se iz dneva v dan spreobračamo. Veliko takih naukov je, ki jih lahko rečeš, v bistvu je to res, ne, mislim čisto takih praktičnih, ki ti lahko pomagajo v kvalitetnejšem življenju in bolj globoki veri. Ljubezenski, zelo praktični ljubezenski roman, ki poglablja vero, tako bom rekla. A to je vse v Stari zavezi? Ja, vse je v Stari zavezi, ja. Ker ravno Stara zaveza nam je morda še bolj odmaknjena, ne. Ja, pa tudi te liki, tako je fino, tako res, kot ste rekli, nekako oživijo ti liki, bolj človeški postanejo, bliže so nam, ne, sicer res je izmišljeno, ne, pač večina, ne, je leposlovja, ampak tako se nas dotaknejo in ja, res nam lahko približajo Staro zavezo na ta način, ne,
da ni to nekaj je zgodovinsko oddaljeno, ampak je lahko tudi zelo blizu. Te zanima Stara zaveza? S pomočjo teh romanov je res lažje brati. No? Tako da bi človek rad videl, da za vsako poglavje je kakšen roman. Ne? Ja. Tudi morda za vojne, ne? Tiste boje, če malo težje beremo v Stari zavezi. Da se mečke nijete, no to tudi Ja. ne? Tudi je, ja. Je, pri prvem Ja. romanu, ne? Kako so osvojili Jeriko. Kako so osvajali pač to obljubljeno deželo, ja, vse tiste, kar tudi malo tako težko brati, no. Mislim, težko brati, težko razumeš, a ne, sem razmišljala tudi o tem, kako, takrat je bil drug svet, no, ne vem, da so pač, ko so osvajali, so vse pobila, ne, ampak pač to jim je Bog obljubil in to jim je bilo dano, a ne, zdaj, če pa želiš globlje razmišljati o tem, pa se pa ne, še druge, tako je, tako je. Še kakšno vprašanje? Z našega gosta, doktor ima? Jaz bi še malo avtorici povprašal, se pravi, to je bila, nisem samo začel brati, zato ker so doma rekli, da to pa moram prebrati, je to dober. To je muslimanka, ki se je spreobrnila, Ja. ker zdi se mi zelo sodobno, se pravi, napisana zgodba čisto za današnji čas, se pravi tudi tam, da ena žrtvuje svojega otroka, se pravi sestra, ona sama pač kot prostitutka, kot v bistvu, eden pa še ta Salmon kot farizejski, ta pravi današnji kristjan, ki živimo po pravilih, ja, to smo mi, ne?